Pozdravljeni dijaki drugega SA, torej strojni tehnik. Danes se bomo pogovarjali o uklonu in interferenci, zato napišite naslov uklon Torej, nadgradili bomo snov o valovanju. Pri elektroniki, da če napišem še elektronika, bomo na koncu obravnavali snov, ki se tiče elektronike, torej elektronika. Bomo še enkrat pogledali HTML, torej kako je zgrajena osnovna zgradba spletne strani. In pa pogledali bomo, kako malo polepšati to spletno stran, kako dodati barve in tako dalje. Res bomo osnove pogledali, ampak vam bom dal povezavo oziroma povedal eno spletno stran, kjer najdete ogromno primerov in se lahko tam tudi sami ogromno zadev naučite. Mi tu ne bomo mogli v teh nekaj minutah predelati vsega. Ni niti slučajno vsega, ampak zgolj idejo, kak je zdaj sestavljena stvar. Povedali bomo pri HTML, kako dodati določene povezave, linke do drugih spletnih strani in tako dalje. No, se bomo tega potem na koncu dotaknili. Kakor sem povedal na začetku, pa nekaj o uklonu in interferenci. Najprej bomo pogledali dve zadevi, in sicer odboj in lom valovanja, torej po točko A. Pa če štartamo nekako oziroma se v mislih prestavimo v prihodnost, torej recimo, da smo na morju in da stojimo na nekem klifu in opazujemo valovanje in morsko gladino in vidimo vrhove valov iz zraka dol. In ti valovi potujejo v eno smer. To so vrhovi valov. Te vrhove valov, to so točke, ki povezujejo enako fazo valovanja, ampak v bistvu na kratko vrhovi valov. Te vrhove valov imenujemo valovno čelo. Valovno čelo, zasledili boste tudi izraz valovna fronta ali fronta. Valovanje potuje v neko smer. Lahko označimo puščico, torej pravokotno na njih je puščica in označimo s črko K. To je v bistvu valovni vektor, zdaj z njim ne bomo nič računali. Ampak v bistvu nakazuje samo smer valovanja. Dobro, če sedaj nekako nadgradimo naše znanje o valovanju, to je zdaj bilo valovanje nekako dol iz zraka, kot da bi bilo v 2D ravnini, lahko imamo v 3D prostoru valovanje, ki se širi te valovna čela v vse smeri, ampak tega zdaj ne bomo risali. Lahko pa pogledamo odboj in pa lom valovanja. Kaj bi bil zdaj odboj valovanja teh valov? Če imamo recimo nek pomol, velik, neko ogromno oviro, se valovanje, ki recimo pride pod nekim kotom do te ovire,
od ovire se preprosto odbije. Če pogled narišem zdaj še valovni vektor. In odbije se, izkaže se, da če bi delali poskuse, zdaj ga ne moramo napraviti, kot recimo ping-pong žoge se od stene, torej pod enakim kotom nazaj, če odbito valovanje narišem recimo z rdečo barvo, torej ta kot alfa mora biti enak. Zdaj, jaz nisem čisto ravno to narisal, ker mi je težje na tem pisalu, nisem navajen in sem že navadil. Če ne drugače, ko se vidimo, bom vse tam znal na tablo pisati. Torej, valovanje se odbije in valove lahko narišemo vrhove valov, takole. Torej, seveda razdalja med vrhovi valov je valovna dolžina, ki smo jo označevali z grško črko lambda, ne spremeni se. Ampak dejstvo je, da vpadni kot, tako imenujemo vpadni kot, alfa 1, pa alfa 2, to lahko označimo vpadni kot. To je odbojni kot. In vpadni kot je enak odbojnemu kotu. To je vsa umetnost pri valovanju. Nimamo ničesar za filozofirati. To je to. Če imate kako vprašanje, se vprašajte, mirne duše. In to je to. Naslednja zadeva bo lom valovanja. Mimogrede, ustavite video, kadarkoli vam paše, to je še celo boljše kot klasična učna ura, ker tam pač ne morete iti nazaj in nastaviti na pauzo, razen če me vprašate. Dobro. Torej, lom valovanja je pa v bistvu, recimo, da imamo dve različni snovi, dve sredstvi, recimo, prehod zvoka iz zraka v vodo. V mislih imamo vedno tole enačbo. To je lambda krat frekvenca. In narišimo mejo med dvema sredstvama. Tu spodaj je voda. Tu zgoraj pa ne bo zrak. Tole valovanje potuje recimo pod nekim kotom. Zdaj, če še tu v mislih narišemo eno. Vedno, kadar govorimo o lomu, bomo vedno narisati eno črto, ki se imenuje vpadna pravokotnica. In če valovanje potuje, takole, valovi potujejo v smeri, nisem narisal čisto ravno, in to je seveda vpadni kot. In izkaže se, si predstavljajte, se pravi, kot da so to vojaki, ki se ki se sprehajajo po asfaltu, tako da korakajo, marširajo. Kaj se bo tukaj zgodilo, če je to blato? Ti vojaki, ki bodo tukaj na tej strani, se bo začeli počasneje gibati,
In se bo zgodilo to, da bodo tu ti zaostajali, ne? Počasneje, ker bo zagreznjen v blatu, ti bojo pa še vedno se hitreje gibali, ne? Torej, kaj bo se zgodilo, ne? V vodi, ne? V vodi bo ti vojaki se začeli gibati v drugi smeri. V drugi smeri. In tale naš valovni vektor, ne, ki bo zdaj glede na tole našo vpadno pravokotnico, če ga označimo z beta, to je grška črka beta, pod nek manjši kot bo kot tale. Tale grška črka beta, to je lomni kot. Lomni kot, torej to je vpadno valovanje, to je lomno valovanje. Podobno za svetlobo, ne, tudi svetloba, če posvetim iz zraka vodo, se lomi k vpadni pravokotnici, ne, to je redkejša snov, to pa gostejša snov. Recimo za svetlobo bi tole zdaj. Bi tole zdaj veljalo. To bi bilo za svetlobo ok. Dobro, še nekaj, kar recimo je pomembno, recimo za svetlobo je tole ok. Pomembna zadeva še je, da pri prehodu valovanje ima neko valovno dolžino in frekvenco in neko hitrost, v tej zraku ima hitrost C1, v vodi ima hitrost C2, zato ker ima različno valovno dolžino. V zraku ima valovno dolžino lambda 1, v vodi pa neko valovno dolžino lambda 2. Ampak pomembna lastnost je, da frekvenca je pa tukaj ima, frekvenca je pa enaka. Torej, frekvenca v vodi pa v zraku je enaka. Frekvenca ko se valovanje lomi, frekvenca je vedno enaka, se ohranja. In hitrost v vodi za svetlobo je manjša kot v zraku. Seveda je za zvok obratno, ne? Za zvok, tisto valovanje, v kateri snovi je valovanje hitrejše, je tale kot večji. Je tale kot večji, torej bi mogli narisati pri vodi stran, še večji kot, ne, ker je v vodi se zvok hitreje širi kot v zraku. Ampak ok, frekvenca se ohranja. Zdaj, odvoj in lom valovanja, tukaj ne bomo mi reševali nobene naloge, ne rabite se bati, ampak toliko, da vam pač podam neko sliko. No, gremo zdaj na uklon in interferenco. Bomo zdaj naše znanje nadgradili. To je samo toliko, da zadeve poznate. Še vse pobrisal. Dobro. Torej, prej sem že predhodno narisal. Zdaj bomo govorili torej o uklonu. Kaj je to uklon? Če gledamo iz zraka, valovanje, recimo na morju,
in to valovanje naleti na eno oviro, recimo nek pomol, delček pomola, valovi potujeta gor, valovni vektor kažeta gor. Torej, kaj se zgodi? Zdaj poskusov ne moramo delati, če pa bi jih, bi pa ugotovili, da se tudi, kar je zanimivo, ne bi na prvi pogled tole rekli, ampak nekdo bi rekel, da valovanje se tu širi naprej, tu pa tu širi naprej, za oviro ga pa ni, ampak izkaže se, da se valovanje širi tudi za oviro, to da moramo lepše narisati, za oviro. Torej, valovanje pravimo, da se ukloni, ne. Torej, tole območje, ki imamo pobarval z rdečo, to je območje, ki mu pravimo za območje z oviro, je v bistvu geometrijska senca. In kaj je uklon? Uklon ni nič druga kot to, da se valovanje razširja tudi za oviro, torej v geometrijsko senco, ne. Torej, lahko zapišemo, valovanje se razširja tudi v geometrijsko krajšo senco. To je uklon. Lahko bi še tale naš uklon nadgradili, nadgradili, se pravičujem, ne nadgradili, dali kak drug primer, kak drugačen primer, recimo, narišemo valove. Pa recimo, če bom malo za rdečo narišem. In imamo recimo eno tako odprtino tukaj. Kaj se zgodi? Ja, zopet, za ovirami pričakujemo valovanje in zopet imamo podobno sliko kot na levi strani, ne, tako izgleda, ne. Torej, tudi tu za ovirama, ne, se valovanje razširja, tu za ovirama je območje, ki mu pravimo geometrijska senca, in torej valovanje se razširja za oviro. Zdaj, če bi bolj natančno risali, ne, če zopet tole sliko še enkrat prerišem, če bi lepše narisali, bi ugotovili, ne, da v bistvu uklon je najbolj izrazit, kadar je tale razdalja med tema dvema pomoloma, ki jo označili z D, približno enaka valovni dolžini. In če je tako, potem dobimo tu take krožne valove, ne, približno krožne valove. Zdaj tukaj bi potem podaljšali pa lepše narisali, ne. In bi dobili podobno sliko, kot da vržemo kamen v vodo in se valovanje razširja v vodi v vse smeri. Pa kapljica pade v lužo, ne. In valovanje se razširja v vse smeri. Dobro. Torej, to je uklon. Tukaj nimamo pri uklonu nobene enačbe, sedaj še pa pogledamo, kaj je to interferenca. Če imate kakršnokoli vprašanje, seveda mail, karkoli, Skype, pa razrešimo zadeve. Potem interferenca.
torej interferenca valovanja. Interferenca je tak, bom rekel, učen izraz, ampak v bistvu ni nič posebnega. V bistvu po domače povedano, to je seštevanje valovanja. V kakem smislu? Če imamo dva vala, torej, ker sinusno obliko bomo narisali, ne? In ta val, bomo dali znak plus, se sreča z drugim valom, ki ima povsem enako obliko, zdaj nisem točno zadev. In če pride hrib na hrib, pa dolina na dolino, potem se valovanje ojača. Imamo še večji hrib in še večjo dolino, torej dobimo ojačitev. Torej, kak je pogoj za ojačitev? Pogoj za ojačitev je, da je tale hrib, hrib je razdalja med vrhom pa vrhom, ali pa recimo, torej, če prestavimo eno valovanje za celi ta hrib, za celi del valovne dolžine, potem dobimo ojačitev. Se boste pač vprašali, kaj pa če prestavimo za polovičko valovne dolžine, tako da je, pri čemer je n ko nič, 1, 2, 3, da ne bo koga zmotilo in tako dalje. Če ne prestavimo, še vedno dobimo enako sliko, če za eno valovno dolžino prestavimo, vedno pride vrh na vrh, dolina, če za 2, za 3 in tako dalje. Kako bi pa zdaj ta spodnji del prestavili, da bi prišla dolina na hrib? Če bi zdaj ta spodnji del pa prestavili recimo za polovičko valovne dolžine, ali pa recimo 3 polovičke valovne dolžine, bi pa dobili tako sliko, Torej, tu bi bila dolina, tu bi bil vrh, dolina, vrh, vrh, dolina in bi se, če bi bili valovanje povsem enaki, seveda čisto valovanje povsem izničilo. Zdaj to v naravi ne najdemo, verjetno, ne vem, če to sploh je to srečno, da se povsem izniči valovanje, ampak pride do oslabitve, torej bi dobili tukaj desno, kot lahko sklepate, ravno črto, torej oslabitev. In to je to. To je v bistvu o interferenci, o osnovah vse, več praktično ne rabite vedeti, razen nekaj zgledov, en zgled bomo dali, oziroma 2. Torej, govoril sem že o kamnih na vodi, in pa o recimo, torej kamen na vodi je vir krožnih valov. Lahko pa namesto tega kamna na vodi vzamemo recimo zvočnik. Zvočnik je lahko, zdaj če imamo idealen zvočnik, kar to ni, vedno nekom prostoru usmerja zvok, bi usmerjal zvok v vse smeri enako. Vse smeri enako. In tudi če bi imeli še zraven drug zvočnik, bi zopet lahko risali te kroge, Torej, in tu, kjer bi se sekali ti krogi, tu pride vrh na vrh, in tu pride do ojačitve. Torej, bomo rešili eno tako nalogo, pa ker ne morem tu dovolj dobro risati, vam bom razložil na nalogi, pa bomo zapisali, zdaj podatki so nerealni, Recimo, da ste na fešti, ampak podatki so nerealni, Torej, imamo 2 zvočnika
imamo dva zvočnika, ki sta na razdalji D, bomo rekli, od drugega 2 cm narazen, lahko bi pač to pretvoril v metre, 2 metra narazen. Valovna dolžina, zato da boste lažje risali, ne boste rabili merila spreminjati. Torej, valovna dolžina pa naj bo 1 cm. Lahko bi rekli pač, ne vem, drugo valovno dolžino zbrati za zvok. Torej, vdajate v zvok v vse smeri in kaj rabiš? Poiskali bomo pasove ojačitev. Pasove ojačitev bomo poiskali. In sicer gremo gledati. Imam eno sliko tukaj pripravljeno, pa bomo pogledali, kako bi to zdaj naredili. Torej, vzameš šestilo, obvezno, torej šestilo, pripomočki šestilo in pa svinčnik. Šestilo, svinčnik, ravnilo ali pa geotrikotnik. To rabiš, če hočeš to načrtovati. Torej, tukaj, ker imam zdaj tole krogec, kazalo, pa tukaj narišemo pikici. Tu sta zvočnika in ti pikici sta 2 cm narazen. In vsak zvočnik oddaja zvok z enako frekvenco, z enako valovno dolžino in valovna dolžina je 1 cm. Torej, polmer prvega kroga, tega malega 1 cm. Potem pa narišemo naslednji krog, koncentrične kroge imamo in razdalja med njimi je vedno 1 cm, tako šestilom narišemo, zato ker smo rekli, da valovna dolžina 1 cm. In za desnega enako narišemo. Tako. In tukaj, kjer se sekajo, zdaj, če se lahko zgor narišem, takole, kjer se sekajo tile krožci, potegnemo črto in tu je pas ojačitev. Če bi se na fešti postavili točno na sredini, ko imamo dva zvočnika, bi slišali zvok bolj glasno. In označimo to z N0, oziroma to je osrednja ojačitev. Potem je pa lahko naslednje take pasove poiskali, kjer se sekajo tile krožci. Torej, tega povežemo, to je N1, torej to je pa prvi red ojačitve. Na levi strani je simetrično. Označimo pač z N-1, ampak to je prvi red ojačitve. No, v tem primeru je tukaj pri 90 stopinjah dobimo še drugi red ojačitve. Tu se krogi sekajo. Ni pa nujno, da tega dobimo tu tako ravno. Lahko bi dobili še tu kak pas ojačitve, recimo, tu tak. Pa tega pri 90 ne bi dobili, ker se krogi tu recimo ne bi sekali. Če se pa pač potegnemo, dobimo tale pas ojačitev. In to je v bistvu konstrukcija slike, se pravi, kako dobimo pasove ojačitev. Zdaj, če smo na tem pasu, slišimo zvok glasno. Če pa smo tu nekje vmes, pa slišimo zvok bolj šibko, ker tu pa so oslabitve, tu zmes. Torej, to je to. Naslednjič, ko boste na zabavi, dajte se zavzeti, se pravi tudi na to. Bodite pozorni. Ok, zdaj, če imate kako vprašanje glede te teme, povejte, dobili boste nalogo v zvezi s tem, jo boste rešili, načrtali te kroge in to je to, nič težjega, oziroma nič lažjega, nič težjega, se pravi, čujem. Torej, to je prva zadeva, potem smo rekli, da gremo na elektroniko.
Torej, spoznali smo, kako je narejena neka osnovna HTML visospletna stran. HTML je torej jezik, s katerim gradimo v bistvu spletne strani. Torej, imamo oznake HTML, vse skupaj je potem spravljeno. Se pravi, če HTML zapišemo, moramo nekje zaključiti. To pomeni, da imamo tukaj tole črto, ne? In pa tale naš HTML ima glavo. Kot človek, ne. Se lahko predstavljate, ima glavo, po angleško head. Da malo ponovimo zadeve. Za tiste, ki se še vedno niste oddali tega, imate lep tutorial, sem vam poslal YouTube link in poglejte, splača se vam, pa ne zato, ker bi pač želel, da bi bili neki spletni programerji, daleč od tega, ampak ker je fajn, da poznate osnove, ker bomo potem, ko pridemo nazaj, ne, ko se vrnemo, pokazati, kako spraviti neke podatke na spletno stran, kako brati iz baze podatkov, da boste videli. Ni težko. Ne. In potem imamo glavo, uganete telo, ne. Body. In pa na koncu, zdaj tukaj imamo pa kaj? Novo. Footer. In to je to. In kam lahko tu vpišete, je beležnica. Beležnica in pišete tu noter in potem shranite neko ime, si izmislite, ne vem, super. Jaz ponavadi dam indeks. Zakaj? Razlog je tega, ker daš na spletno stran in ta indeks, strežniki so tako naštimani, da tale indeks jemlje kot tisto začetno stran. Stran je tako kot index.html. In to je potem vaša spletna stran, ne. Samo noter še morate zdaj nekaj vpisati, ne. Torej, to smo imeli, pogledali bomo danes, bomo nadgradili, to se pravi, noter bomo pogledali, kako dodati povezavo, torej link, povezava, oziroma link do kakšne druge spletne strani. To, pa pomenili se še bomo o torej CSS-u, kako stvari polepšati. Zdaj ne bomo v resnici naredili neke lepe zadeve tukaj, zato ker bi porabili veliko več časa, ampak to je v bistvu zopet jezik programski, ne, s katerim lahko oblikujemo lastnosti, se pravi, definiramo lastnosti, kakšne barve bo recimo naslov, kakšne barve bo ozadje in tako dalje, ne, zato je CSS. Bom vam pokazal spletno stran, kjer lahko najdete še primerov, v spletu najdete ogromno primerov, na YouTube imate ogromno tutorialov, če želite. In se bom dal v navodilih, v navodilom pripeval zadevo, torej nekateri ste mi že poslali spletno stran, eni ste naredili zelo fajn, zelo dobro, nekoga mislim, da sem zelo pohvalil, bila tematika s tem virusom. Dajte še malo polepšati s temle CSS-om.
CSS-om in to je to. Torej, HTML plus CSS pomeni lepo spletno stran, če se enkrat navadiš delati. Ne? Gremo pogledati zadeve. Jaz imam namesto beležnice, sem si potegnil iz spleta Sublime Text, zato ker v bistvu mi ubarva določene besede, ne, ker mi prepozna ta Sublime Text, je v bistvu narejen za spletno programiranje. Ne. Spletno programiranje. In je narejen, da prepozna HTML jezik, pa CSS jezik. Torej, zdaj gremo gledati, ne, kaj je zdaj koristno narediti. Ne. Na namizju nekje si lahko ustvarite mapo, vseeno, kaki date ime. In v tej mapi zdaj vidite, ni ničesar not. Ne. To je mapa. In zdaj lahko odprete beležnico oziroma Notepad, beležnica. Torej, tipkate beležnica, odprete beležnico, ampak jaz bom namesto beležnice delal, torej jaz sem rekel, z tem Sublime Textom, ker je praktično kot beležnica, razen da prepoznava, bom rekel, programske jezike, ne, da bomo še šli enkrat. Ne. Torej, najprej smo rekli HTML. No, tu še definiramo tip, da to HTML, ne. Ne vem, zdaj ga imam zato dvakrat zapisano. In potem imamo v glavo ponavadi damo kak naslov, ne. Ponavadi damo naslov. Torej, ne vem, super stran, recimo, ne. Super stran. In potem to shranimo na mizje v tole mapo kot ime pač, ne. Tu mi že označi končnico HTML, ne, ker mi je prepozna. Če grem na namizje v tole mapo, ki sem si ustvaril, da gledam spotoma, kaj se dogaja, se pravi, zdaj še nimamo nič vpisano na spletni strani. Dobro, tablo bomo zaprli. In potem smo rekli, da potem v to telo pišemo pač kaj bo napisano, definiramo, ne, se pravi, recimo H1, bo naslov, ne, to se pravi, lahko rečemo, ne, naslov vladamo, recimo, ne. Čeprav ne, ampak kakorkoli. To je to. In če osvežimo tole stran, pomeni, da smo zadali naslov vladamo. Lahko damo, torej z temi oznakami, ne, in tu zaključimo, torej naslov, vedno lahko noter nekaj napišemo. Pišemo pa v telo, v body, ne. Lahko bi dali še manjši naslov. Ne vem, gradivo bi morali dati že, oziroma gradivo, ali ste že vsi naredili spletno stran. In vedno shranimo, ne, in vidimo, da nam piše določene zadeve, ne. Zraven bi lahko seveda napisali, ne, pisava, ne, kot sp označimo, ne, torej
kaj bi napisali. Recimo, danes je mrzlo, sneži. Bom dal šumnike pobrisal. Naslednji teden bo toplo. V nogo bi pa lahko dali naredil jaz. Tu ponavadi dajo malo na sprednji strani, created by ali pa karkoli, ne čisto spodaj, da tu zdaj to ne bo čisto spodaj, ker bi mogli to malo bolj še definirati. In to imamo potem tukaj napisano, tu bi zdaj lahko imeli full napisano, lahko bi še dali tiste horizontalne črte, tudi ukaz hr. In potem definiramo širino, ne. Zdaj, stvar, tale spletna stran zgleda zdaj pač kar nekaj, ne. Nimamo nobene barve, kako zdaj dodajati barve, lahko bi dodali še kakšne gumbe, karkoli, kako zdaj to narediti, zaenkrat ne vemo, ne. Lahko pa, zdaj, da ne bom ukaza pisal, samo ukaz zapisal, bom tule odprl en primer in bom skopiral noter, ne, da ne bom rabil pisati znova vse, ne. Torej, imam tu en primer. Rabimo eno povezavo, bom povedal, kaj pač je, zakaj je, ne, torej v glavi, bom dal eno povezavo, pa bom povedal, kaj je treba napraviti. Torej, v tej mapi smo zdaj shranili z beležnico ali pa pač s tem Sublime tekstom, kakorkoli, da imamo odprem tisto mapo, imamo zdaj mapo index.html. Torej, lahko še enkrat odprete beležnico, če delate z beležnico, ne, ali pa preprosto, če si dol potegnete Sublime tekst, lahko preprosto rečete file, new file in imate dva zavihta takole odprta, ne. In tukaj to datoteko shranite, torej v beležnici bi lahko to shranili, neko ime dajte, recimo lepo.css. Ja, tole mi ponudi ogromno zadev. No, kakorkoli, ne. Tu imamo CSS. Torej, lahko jaz tu zberem CSS, tam boste pač piskali v beležnici, boste zbrali dole vse datoteke, tu boste podali .css. Tukaj pač zberete CSS in je to. In vam bo, moram še zbrati mapo, ja, HTML in CSS, vam bo tukaj dalo CSS. Torej, zdaj, če datoteko s končnico CSS. Ok, ni ravno to. In še enkrat. Torej, file CSS. Bomo kar zbrali vse datoteke kot pri beležnici, all files, lepo.css. Zbral sem že mapo, bomo shranili noter, gremo zdaj pogledati. Takale ikonca se vam mora pokazati, ne. Slogi za hiperbesedilo. CSS so v bistvu slogi za HTML, ne. Hiperbesedilo je HTML.
Torej, kaj za to pomeni? Ne? Zdaj, jaz že imam tale link pomeni style sheets, logi, tip text CSS, to je vedno enako, vedno je tale link enak. Href pa je povezava, ne? Href je povezava do teh stilov. Zdaj, če je v enaki mapi, vedno damo tu piko pa tale slash in ime tiste datoteke. Rekli smo, da smo dali ime lepo, to imamo lepo, ne? In shranimo in je to. Zdaj pa poglejmo, ne? Zdaj, recimo, da hočem imeti naslov H1 malo drugačen, ne? Recimo, ni mi všeč, da imam tale naslov tako mali, ne? In pa da je recimo črn. Želim, da je recimo, kazim, večji, ne? Torej, vedno gre tako, da napišem tisto, kar pač hočem spremeniti, torej če H1 bi H1, če H2 bi H2. In potem damo preprosto oglate oklepaje. In CSS ima vedno tako strukturo, ne? In noter pač napišem tisto lastnost, ki jo hočem spremeniti. Torej, Sublime Text, prednost tega Sublime Texta je, da sam predlaga, potem že sam nekako naprej, če bi rekli po človeškem jeziku, poštudira, kaj si ti mislim, ne? Recimo, hočem barvo spremeniti, ne? Teksta, color, ne? Tako, ne? In dam dvopičje in vedno dvopičje, kaj boš zdaj s tisto lastnostjo z barvo tega H1 elementa naredil, ne? Torej, ne vem, všeč mi je rdeča barva, ne? Nočem črne. In rečem save. In gremo gledati, kaj se zgodi, če refreshamo zadevo. Ja, kako cool je to, ne? Torej, rdeča barva. Lahko, še recimo tu spremenimo druga lastnost, teh lastnosti je full, ne? Lahko recimo, kaj lahko naredimo še? Recimo, da nas velikost mote, ne? Font size, ne? Size, ker že sam predlaga, ne? Font size, bomo rekli 40, nebo velikost pisave, ne? To je tista pisava, ki jo zbirate v Wordu, ne? Videli, če se zadeva, kaj je zdaj spremenila, ne? Ne, seveda ne, zato ker je definirana pisava kot je že definirana v samem za H1 je definirana nekoliko pač je, ne, pa bi mogli gremo pogledati še za P, ne. Za P. Za tisto besedilo spodaj, če želimo spremeniti, pa bomo dali tu font size. Ne vem, 10. Gremo gledati, kaj se zdaj zgodi. Torej, še enkrat poskusimo. Moralo biti, ne. Ne, H1, P1. P. Nekaj zamenjavo, ne. Torej, vidite, smo spremenili velikost, ne. Danes je mrzlo sneži. Lahko bi spremenili, pa bi dali na, ne vem, nazaj na 10, ne. Torej, save all. In torej, tako, ne. Ne vem, zakaj me ta refresh zdaj ne deluje.
Samo malo. Torej, nazadnje smo imeli, da povozimo to datoteko, da vidimo, če zdaj gre tako. Ne. Torej, recimo, če damo 40 nazaj, save all, pa če ne naredimo nič, ne, recimo, da to zadevo zbrišemo, če se kaj spremeni. Moralo bi se, ne. Kaj nas zdaj jezi. Zdaj pa je drugače, ne. In če bi dali tole noter, ne. Ne vem, pol je pač očitno treba ponovno zadeve pognati in stisniti save all, ne. Gremo gledati še enkrat, v tole in ponovno zaženemo stvar in vidite, da je večje narejeno, ne. Lahko to pomeni, da lahko tudi tu zdaj spreminjamo zadeve, ne. Torej font size, se opravičujem, torej recimo 60, ne. In bi zadeva morala funkcionirati, zdaj refresh ne deluje. In funkcionira, vidite, ne, torej idite še enkrat, pa še enkrat poženete indeks HTML in je to. Rekli smo še, da še bomo pokazali povezave do drugih spletnih strani, ne. Recimo, da imam jaz še tu eno drugo spletno stran, bom jaz kar tole kopiral, ne, in ji bom dal ime, recimo, kaj jaz vem, recimo bom dal ime, tak. In bom zdaj z beležnico ali pa kar s temle tale, kaj jaz vem, odprl, ne. Zdaj sem zdaj tako naredil, open file, kaj jaz vem. In bom jaz spremenil, recimo, kaj jaz vem. Ali ste že naredili spletno stran, ne še. Mogoče zakaj ne pišem šumnikov, zato ker me zaradi pisave ne prepozna tehle šumnikov, pa bom razložil naknadno, kako to odpraviti. Torej, save all, ne. In iz tega bi radi imeli tukaj na spletni strani, ne, ki imamo tule, neko povezavo do spletne strani z imenom, kaj jaz vem. Torej, v bodi bomo dali z oznako A, ne, torej pričnemo z A. In torej povezava in zapremo tale A in potem zaključimo, ne. In tukaj napišemo, to je povezava do, kaj jaz vem, do naslednje spletne strani. In zopet smo rekli, če je v isti mapi, ta zadeva, pa ta zadeva, ne, in ime. Mi smo rekli, da imamo kaj jaz vem. Jaz vem, HTML, ne. In save all. In
deluje. Ne? Torej, če jaz zdaj stisnem, in na tak način so povezave narejene, zdaj lahko bi naredili tudi cel meni in pa s tem CSS-om bi lahko zadeve uredili. Ne? In da vam pokažem spletna stran, ki je cool za te zadeve, V3Schools. V3School. In tukaj najdete ogromno zadev. Torej, lahko se učite HTML, CSS, JavaScript, ko bomo naslednje neke osnove pogledali, tako da bomo lahko pisali v bazo in iz baze, da bomo videli, kaj se zdaj dogaja. Ne? Se pravi, tu imate tudi, kako se gumbi lahko dodajo, ni tako težko. Ne? CSS, pogledate, kaj imate, tabele, kaj imate barve, in če nas kaj zanima, pač pogledamo CSS button, in kako napisati en tak gumb, samo dodate noter, ne? In lahko spremenite zadeva. Torej, lepo CSS, rabimo še samo, tu imate gumb Try it yourself, torej, tukaj imate v HTML morate dodati ukaz button, torej, podobno kot A pa P je button, ne? Čudežni gumb, recimo je naslov, čudežni gumb, in pol lahko v CSS-u potem tale button, ne, zdaj, če bi tole zdaj shranili, kaj bi imeli, super stran, ne, imamo tu čudežni gumb, zdaj lahko bi dodali tule link gor, ne, lahko bi dodali, ampak to je zdaj čist tak grdi gumb, ne, in zatem pol lahko na lastnosti definiramo, barvo ozadja, ne, to si lahko tudi CSS color pišete v Google, pa vam bo sam tele oznake zračunal, tisti kalkulator, karkoli pač je, ne. Ali bomo imeli rob, kakva bo barva pisave, ali bomo imeli, v bistvu imamo še en delček roba, ne, kako bomo uredili, se pravi, centriramo tekst na sredino, ali bomo nekako dekoracijo teksta, kako bomo prikazali in kakva bo velikost pisave, in če zdaj to damo v naš CSS, ne, lahko shranimo zadeve, ne, in imamo pol, če zdaj refreshamo, ne, ok, bo treba zadevo ponovno zaštartati, ne, se sem že, ok, in imamo povezavo, ne, zdaj, ne vem, zakaj me je za tole označilo, button. Pa recimo tisti link dali ven, ne, tu mi je pisalo link, ne. Tako, ne. Button, čudežni gumb in potem definiramo gremo še enkrat pogledati, ne, se pravi V3 Schools in pogledamo za tale gumb, torej, če nismo prepričani, ne, tutorials, CSS in pogledamo tale gumb, ki ima zdaj gumb buttons
In imamo, ne, kako dodati gumb. Torej, moramo tukaj napišemo button, ne, tukaj pa imamo v stilih tole, ne. Pa gremo zdaj pogledati, če zadeva laufa, če ponovno poženem stran. Index.html, ne. Še vedno imamo nekaj, kar je narobe. Nekaj sem spregledal, ne. Nekaj sem spregledal. To je to. In če zapremo dol. Drugače se pa sami poigrajte s tem in naredite zadeve drugače. Ja, ok. Ja, to je pa kaj jaz vem stran. Torej zadeva bi morala delovati, ne. Recimo, da to pobrišemo, tale link. Save all. In imamo potem tole samo gumb. In tale gumb bi morali potem s tem CSS-om lepo pogledati, kaj je, ne. Save all. Da vidimo, če nam bo tako zadeva laufala. Sicer pa celo kodo skopiramo lahko skopiramo preprosto iz tiste spletne strani, pa imamo stvar rešeno, ne. Torej, recimo, da jaz za tega gumba ne znam dodati, lahko zdaj sem shranil, pogledam, še enkrat poženem stran, ne. In zdaj imamo čudežni gumb, ne. Če ne bi vedel gumba dodati, pa še enkrat grem not, ne. Vidite, da sem zdaj imel recimo težave in sem še enkrat šel in dodal gumb. Tale, zakaj sem imel težave, ne, ker v bistvu pika button se nanaša na class, ne, ker nekateri lahko bi dal recimo lastnost še zraven kot class, ne, in bi napisal link class. Je neko ime, recimo žaba, ne, in bi pika, tam ko je definirano kot class, vedno pika spredaj napišeš, ne, zdaj mi smo tu pri button, je pač button mišljeno, ne. In to je to, rešena zgodba, ne. Torej, to je bila moja napaka, to se opravičujem za tole, ne. In zadeva je taka, ne, lahko bi dodali noter še v tale gumb povezavo, napisali tisto, kar smo prej, tisti A, noter, ne, torej povezavo in bi nas tale gumb pripeljal nekam, ne. Verjetno bi nas pripeljal na drugo spletno stran, zdaj, če bi, torej, bomo probali, ne. Če nas pripelje, ne, torej na stran, kaj jaz vem, kaj je HTML. In to bi bilo nekako tole. Če jaz to vse skupaj zaprem, da sem zaprl tisto tule. Ja, zato ker imam več teh strani odprtih, ne. Zato sem v bistvu odpiral več stvari hkrati, ne. Očitno smo nekaj narobe napisali, pa kakorkoli. V glavnem, jaz vam pustim zadeve, da se sami poigrate s tem. Fajn je, če naredite tako, da iz telega index.html lahko pridete, bom rekel, na drugo spletno stran in to je to. Da še vam dam napotke na koncu. Torej, kaj narediti? Pripeta imate tukaj navodila, ne, na tej spletni strani, ki sem naredil na novo, zelo na hitro. Bootstrap. Si pogledajte, kaj je.
to enostavno, ni nujno, tega ni nujno dela, torej imate pripeta navodila in se držite teh navodil, ne? Drži se navodil. Torej, če kaj ne veš, pojdi na V3 School. To je za vas šola, tako kot recimo za mene, ko sem imel tisti gumb, ker sem prikazal, recimo, da sem imel težave, nimam pojma, kako se doda gumb in sem šel tja in sem potem dodal tisti gumb nekako z težavo, ne? Ampak na koncu nam je uspelo, tako tudi vam lahko uspe, ne? Torej, pogledali smo pa idejo, samo ne HTML in pa CSS. Torej, pol bomo pa nadaljevali, naslednjič JavaScript. To je to. Za fiziko boste pa dobili nalogo, ne? Torej, kaj zdaj pričakujem, ne? Navodila, drži se navodil, potrebno bo tisto spletno stran, ki ste že prej naredili, malo polepšati, torej dodati ta CSS, zdaj recimo imaš rdečo barvo, recimo naslov, ne vem, zeleno barvo tekst, lahko še dodate kak gumb in da vas ta gumb pripelje na, ne vem, drugo spletno stran. Torej, greste tja in dodate še link v ta gumb in vas pripelje na, ne vem, stran, kaj jaz vem, kako boste pač označili. To je to. Nalogo pa vam dam, torej risanje tistih krogov, ko ste videli, ne, torej interferenco. In to je to. Uživajte, upam, da se čim prej vidimo, imejte se fajn.